Živjo, danes boste spoznali, kaj je pip oziroma premik. To je merska enota, ki nam pove, za koliko se je spremenila cena. V današnjem videu vam bom pokazal, kako se štejejo pipi in kaj pip sploh pomeni. Pip je merska enota, kot je meter, centimeter, liter in tako naprej. V pipih se dejansko meri, za koliko se je spremenila cena. Zdaj, če pogledamo na desni strani, vidimo valutne pare in trenutne cene valutnih parov. Zdaj, vedno gledamo 2 oziroma 4 številke za decimalko. In recimo, če vzamemo AUD jen, vidimo, da je cena 90,26, pa da zaokrožimo, dajmo, da je 0. Ok, zdaj vzamemo 26. In če se cena AUD jena spremeni na 90,500, pomeni, da je to dejansko 24 pipov. 26 plus 24 je 50. Ok, naslednji primer, recimo NZD jen, cena je 81,900. Zopet, vzamemo 2 številki za decimalko in če se cena spremeni, da cena zraste na 81,950, pomeni, da je to 5 pipov. 90 plus 5 je 95. In vse gre po istem konceptu naprej. Zdaj pa pri ostalih parih, ki imajo pa več številk, gledamo pa prve 4 številke za decimalko. Recimo AUD CAD, cena je 0,90270. Ok, če se cena AUD CAD-a spremeni, da naraste na 90,500, vzamemo pa prve 4 decimalke. In to pomeni, da je cena narasla za 23 pipov. Se pravi, 27 plus 23 je 50. Recimo vzamemo še EUROCAD, cena je 1,35350. In če cena naraste na 1,3570, to pomeni, da 3570, to pomeni, da je razlika od 535 do 570 je 35 pipov. Evro NZD 1,65260. Evro NZD, cena naraste na 1,65300. Zopet pogledamo, 526 in 530 je 4 pipe. Čisto osnovna matematika, samo prištevamo oziroma odštevamo. Ne vem, če vzamemo primer dolar jen, 127,970. Ok, tukaj pa zdaj gledamo prvi 2 številki. In zdaj, če cena USD JPJ recimo pade na 800. Ok, to je zdaj 97 in koliko je 80? 17 premikov. Vse gre dejansko res po istem kopitu. Tam, kjer so 3 številke za decimalko, gledate prvi 2, tam, kjer jih je pa 5, gledate pa prve 4
in potem samo odštevate oziroma seštevate.